Spoštovane dame in gospodje, verjetno ste že slišali zame, a me najbrž ne poznate. Sem Rudolf IV., vojvoda Avstrije iz rodbine Habsburžanov. Poimenovali so me tudi ustanovitelj. Raje vidim, da me naslavljate z vaše veličanstvo. Letošnje poletje, gospodovega leta 2015, se obhaja 650 let od moje smrti. A tudi 650 let nekaterih mojih življenjskih del, ustanovitev Dunajske univerze in ustanovitve Novega mesta. Rojen sem bil 1. novembra 1339 v Hofburgu na Dunaju. V 5. letu so me zaročili s Katarino von Luxemburg, hčerko nemškega cesarja in kralja Karla IV. Luksemburškega. Poročil sem se v svojem 17. letu. V svojem tastu pa sem imel podporo, inspiracijo in mentorstvo. "650 let je dolga doba. In veseli me, da so sledovi mojega dela še vedno vidni. V svojih prizadevanjih sem na Dunaju začel z gradnjo stolnice svetega Štefana in ustanovil Univerzo na Dunaju. V mojih časih vlaka nismo poznali. A železnice so v 19. stoletju dobro povezale kasnejše avstro-ogrske dežele. Sam sem si močno prizadeval za rast moči Habsburžanov. Z dednimi pogodbami sem razširil oblast na zahod, nad Tirolsko in južne nemške pokrajine, kakor tudi na jug, proti Jadranskemu morju, na Kranjsko, Goriško in proti Benetkam. Na tabli železniške postaje se je še dobrih 100 let nazaj svetil napis Rudolfovo. Na Kranjskem sem v zadnjem letu svojega življenja ustanovil mesto Rudolfswerd na okljuku reke Krke. Kranjci ga bolj poznate po imenu Novo mesto. Vmes pa so se uporabljala tudi druga imena, Neuštetel in Rudolfovo. Z veseljem si ogledam, v kaj se je mesto razvilo v teh 650 letih. Očitno Novomeščani še niso pozabili name, sodeč po mnogih znakih, ki nosijo mojo podobo. Čeprav nisem prepričan, da sem si na vseh všeč. Kranjsko smo imeli dolgo v fevdu, a so z njo upravljali grofje Goriško-Tirolski skoraj do mojega rojstva. Veliko vladarske modrosti, pa tudi dolgih in napornih potovanj je bilo potrebno, da smo Habsburžani utrdili vladarski položaj na tem področju.
Naša širitev na jug proti Jadranskemu morju je potrebovala močno zaledje in svetovali so mi, da bi bilo tukaj, na Krki, potrebno ustanoviti močno gospodarsko in politično središče z mestnimi pravicami. Na trdih tleh se boljše počutim. Moram priznati, da sem na osnovi ponarejene listine Privilegium Maius iz leta 1358 osebno ponaredil listino Privilegium Minus iz leta 1156, ki govori o povzdignjenju vojvod in njim podeljene pravice. Ponaredek naj bi Avstrijo razglasil za nadvojvodino in mene povzdignil v nadvojvodo. A moj tast, nemški kralj in cesar Karl IV. Luksemburški, listin ni želel priznati in je z ostalimi volilnimi knezi dejanje obsodil. Moral sem mu obljubiti, da bom neprimerni naslov nadvojvode opustil. Kot vojvoda Kranjske 7. aprila 1365 mestne pravice s privilegijsko listino podeljujem Rudolfswertu, kasnejšem Novem mestu. Meščanom so zagotovljene osebna svoboda, mestna samouprava, lastni in voljeni sodniki in pravica do trgovanja in sejmov. Dame in gospodje, to je kopija mojega pečata. Zdi se mi prav, da se hrani in v muzejske namene uporablja v Novem mestu. Ampak, če dobro pomislim. Me je kdo prosil za dovoljenje? Iskreno sem vesel, da moje delo ni bilo zaman. Da ima Novo mesto še danes tako pomembno vlogo. Slišal sem tudi, da se danes do Dunaja po teh hitrih cestah rabi le dobre 4 ure. Nezaslišano. Sam sem ogromno potoval, ko sem iskal zaveznike med duhovščino in plemstvom. Vse od nemško-čeških in madžarskih meja in na jugo do Kranjske, Goriške in Benečije. Takratna potovanja s kočijo ali na konju so bila zelo naporna. In očitno preveč tudi zame, ki sem bil vedno poln življenja. Umrl sem 27. julija 1365 v Milanu, star komaj 25 let, pa še toliko načrtov sem imel.
Provizorično so me pokopali v Milanu, a še isto jesen so me prenesli in pokopali na Dunaju v vojvodski grobnici v cerkvi svetega Štefana. Ohranil se je tudi moj pogrebni plašč, ki ga hrani Dunajski stolni in škofijski muzej. Po moji smrti sta skupaj zavladala moja mlajša brata, Albrecht III. In Leopold III. Habsburška. Potomci mojih bratov iz rodbine Habsburžanov pa so vladali vse do leta 1918.